Veliko ljudi ima težave s spanjem, zato se največkrat zatekajo k uspavalom. Za vse, ki vas muči nespečnost, obstaja tudi naravna rešitev. Pozdravljeni, tokrat bomo govorili o težavah s spanjem, ki so kar pogoste. Nekako, rečemo temu, ponavljajoče se težave s spanjem trpi petina prebivalstva, tiste akutne, občasne, sploh v času, ko se spreminja ura, pa čuti tudi večji del prebivalstva. Težave s spanjem se kažejo vsaj na dva najbolj tipična načina. Nekdo težje zaspi, drugi težje ostaja dalj časa v globoki fazi spanja. Vsekakor se na koncu noči, v jutranjih urah, ob slabem spanju ne počutimo najbolje. In tu nam seveda narava lahko pomaga z mnogimi različnimi pristopi. Alfred Vogel je seveda najprej prispeval na tako imenovano spalno higieno. Spalno higieno, kjer je poudarjal, da tisti, ki težje zaspijo, naj pred spanjem opravijo krajši sprehod. Predvsem zato, da se nekoliko privadijo na temo, predvsem zato, da se nekoliko nadihajo in potem prečistijo glavo, misli nekako odmislijo in lažje zaspijo. Druga stvar, ki jo je posebej poudarjal je, in to vemo, ne jejmo prepozno. Skratka, če je zadnji obrok premočan in prepozen, tam po 8 uri, to otežuje samo spanje. Prebavila, namesto da bi počivala ali delala na minimalnem ognju, če tako rečemo, morajo delati na polno, kar nas seveda zna sredi noči zbujati. No in tretja stvar, ki je zelo pomembna, vzdrževanje spalnega ritma. Tega ne pozabimo. To pomeni, skušamo čim bolj hoditi v posteljo ob isti uri. To je seveda v sodobnem načinu življenja zelo težko, skorajda pravljično, pa vendarle velja na to pomisliti, kadarkoli imamo težave s spanjem bolj izrazite. Alfred Vogel je pri rastlinah posegal predvsem po dveh tipičnih rastlinah, in sicer po baldrijanu in hmelju. In zato je tudi pred mnogimi leti nastalo njegovo zdravilo Dormeasan, zdravilo, ki vsebuje izvlečke iz svežih korenin baldrijana in svežih cvetov hmelja. Kombinacija teh dveh učinkovin v kapljicah Dormeasan, ki so sedaj na voljo tudi v slovenskih lekarnah in pa specializiranih prodajalnah, nam da to, da že po prvem odmerku, ki naj bo približno pol ure pred spanjem, dosežemo lažje uspavanje in tudi spimo bolj globoko. Ne nujno dlje, predvsem pa bolj globoko. In to je ta kvaliteta spanja, ki jo pravzaprav vedno znova iščemo. Ne pozabimo pri težavah s spanjem, da se izogibamo trojnemu S-u. Manj stresa, manj soli in manj sladkorja. Če imamo težave, lahko posežemo po kapljicah Dormeasan in na ta način po naravni poti dosežemo boljši nočni mir in večjo dnevno budnost.